Lara, a ni bilo to Valentinov začetek? Džani, to je bilo tako lepo, da jaz bi kar še sedela in poslušala, to ti bom rekla. To pomeni, da te romantika te potegne? Joj, veš kako, jaz sem res hud romantik, nepopravljiv, nepoboljšljiv in mislim, dober dan. Dober dan, živijo. Hvala lepa. Hvala. Nepoboljšljiv romantik. Nepoboljšljiv romantik. To te lahko včasih tako zanese, da ne, preveč romantik biti ni dobro. Ja, mogoče jaz sanjam, včasih sem na oblakih, me je treba vleči dol, tako da ja, me zanese, no, moram priznati, ampak mi je pa fajn. Povej mi, kaj ti je vino usojeno, ali kaj? Kako, če mi je? Vino, če ti je usojeno. Vino, če mi je usojeno? Ja, jaz mislim, da ja. Usodno vino, ali ti je vino usojeno? Ja, zelo usodno je vino in sicer, se veš, mi Primorci smo itak potrtorojeni, ne? Ja. In je skoraj nemogoče, da ne bi imeli radi vina, da nam ne bi nekaj pomenilo. Mislim, meni tudi dejansko vino kot vino pomeni, ga rada pijem oziroma mi je ta kultura pitja zelo pomembna. To sem bila tudi v mali šoli v bistvu ženske, ki ima ena moja prijateljica, someljejka, da nas je učila od začetka in da se malo, ja, mičkanu ne, da bi zdaj bila someljejka, ona nas je učila ljubiteljsko, da malo vidiš razliko, kaj je razlika v vinih, kako so vina narejena in tako naprej. Ne, že pri tem, telo, ne, rečejo vino ima telo, zdaj mi razložijo to, kaj ima telo. Vino ima telo. Se to že kot somelije, ne vem. Ne vem, če sem jaz, ja, pa tega se ne spomnim. Nisi še vzela tega poglavja? Mogoče nisem še vzela, ker sem bila še v mali šoli. V mali šoli, ampak pa jaz mislim, da bolj to, ker ima res tako strukturo drugačno. Jaz predvsem tu vidim, ko zavrtiš kozarc, koliko tega gostega gre po kozarcu dol, recimo. To se ve, da če gre počasi in čim več ima teh poti dol, boljše je. Tako da en kup takih skrivnosti. Ampak zdaj mi dva govoriva o enem drugem vinu. Jaz vem, kaj si ti mislil. Kaj te je pripeljalo v to vino, oziroma kako si... V to vino me je pripeljal pravzaprav telefonski klic producenta, ki me je tako prijazno povabil. Sicer sva midva že govorila in sem upala, da če se bo najdlo kakšna vloga zame, da bom zelo vesela, me je imel v mislih, ampak do takrat ni bilo nič primernega. In potem me je pa vendarle zazvonil ta telefon, težko pričakovani, in me je Aleš Pavlin povabil k usodnemu vinu in tudi, ko sem pol prebrala, za kakšno vlogo gre. Da bova malo razložila ta lik. Ja, sem rekla, Aleš, zdaj vem, zakaj sem jaz primerna za to vlogo, ker v bistvu ne bom rabila igrati. Mislim, zdaj slišimo to. Ja, skratka. Jaz igram, no, kar bom mogla igrati, ampak se teh scen ne bo eksplicitnih, je, da sem deklica na poziv pač, ne, ljubiteljica noči, ampak to ne želim več biti, pobegnem iz tega življenja in zato tudi nekako pridem v te družine oziroma v to zgodbo likov iz usodnega vina in pravzaprav me nekdo najprej najame kot neko, da bi svetovala enemu, ki ima zelo probleme z moškostjo in samozavestjo in tako, pa jaz ugotovim, da ljudje bolj kot seks rabijo pogovor in da bom jaz se raj z njimi pogovarjala in sem se s svojimi strankami začela najprej pogovarjati, pa sploh. In potem je šlo to tako naprej, no v glavnem to je neka začetek zgodbe Šantal. Sicer sem Irena Vovk, imenuje se umetniško Šantal, ampak jaz zelo rada uporabljam Šantal in me tudi vsi tam kličejo Šantal. Drugače pa taka, ja, zelo simpatična, vse pove, kar ima na jeziku, nič jo ne zmede, je zelo dobre volje, je dobromiselna, dobromisleča in tudi dobronamerna. Je v bistvu pozitiven lik, zelo rada drugim pomaga, ampak nehote zaradi tega, kar pač je, oziroma se nekako malo na njej le vidi, da ne more svoje kože v stilu oblačenja in obnašanja, da potem povzroči nehote zaplete tudi. Tudi. Ja. Ampak kaj zdaj to snemanje je naporno najbrž, ne? Kdaj snemate? Kakorkoli? To
se jaz občudujem to organizacijo, ki nas vse zorganizira skupaj, ker smo z vseh vetrov, ker imajo ljudje vaje, predstave, imamo kukarkoli in nas skupaj dobiti, jaz še zdaj jim rečem wow, res wow. Tako da včasih so pa naporne zadeve. Zdaj je že kar nekaj časa, začenjam tako ob 4, pol 5, 5 zjutraj in imam tudi maratone, kar pomeni, da sem, ne vem, v vseh sekvencah do 4, 5 popoldne. Potem pridem za manj sekvenc, ampak so mogoče zgodnje ure, ker sem imela lihtko pred vajo in potem grem na vajo. Nisem edina, absolutno ne. Ampak ne gre drugače. Če mi hočemo nekaj narediti znotraj naše sezone, ki je seveda zdaj najbolj na vrhuncu, ne, bomo rekli od pozne jeseni do nekje pozne pomladi se največ dela, ne gre drugače in se pač vsi nekako žrtvujemo, ne, ampak nam je seveda v interesu, dela se, kruh nam daje, to je treba tudi povedati, ne, in snema se, kar je pa meni najbolj dragoceno tudi, da pridobivamo izkušnje. Ampak nisi pa zapustila odrskih desk, ne? Ne. To ne pomeni, da bo zdaj samo v filmu se pojavljala, še vedno je odr tvoja ljubezen na odrske deske. Največja, ja, seveda. Od tam pravzaprav tudi prihajaš. Tako. Dejva malo zdaj tudi o tej zgodbi. Bova še vrnila se na Usodno vino, ampak se pravi odr, tvoje šansoni, tvoje predstave in tako naprej. Moje ljubezni. Moje ljubezni. Ja. Sej tu že veste, da je dejansko gledališče in odrske deske, tu je moja največja ljubezen. Ne? Potem na teh istih podobnih deskah tudi pojem, to je bila pol moja druga ljubezen. Snemanje pa zmeri neki tudi mal drugačen svet in zelo rada snemam, moram priznati. Kakšna je razlika? Zdaj idemo se tu. Se pravi, odr, stik z gledalci. Odr je tisti hip, takoj. Ni ponavljanja, ni ničesar, ti moraš biti. Stik z gledalcem. Takoj dobiš feedback. Tukaj je pa drugo. Se ponavlja, se snema, se dela koščke in tako, ampak je tudi igra malo drugačna. Nam včasih očitajo, da tako gledališko igramo. Žal, ker se premalo snema, ne? Če bi mi zdaj snemali, ne vem, desetinko kot Hollywood, se mi zdi že, da bi... Če pogledaš te hollywoodske igralce, ne, to je čist druga način igranja. To je čist drugo. Ja, ampak oni samo to počnejo. Redko kdo, da na gledaliških deskah igra. Ti si končala AGRFT, ne? AGRFT, seveda. Na AGRFT ne učijo to filmsko igro tudi? Imamo, ampak zelo malo. Ampak je pa tudi tako, imamo manj, ker mi imamo 4 leta gledališke in mislim, da smo imeli 1 ali 2 leti samo film, ja, 1 leto se mi zdi, in da bi morali, predvsem so izkušnje važne, snemanje, tle je treba dosti bolj mirnejše igrati, ne, dosti, sej čustvo je isto, ampak manifestira se malo drugače, se pravi bolj nič. Skoraj bi človek rekel, ja, da nisi preveč ekspresiven in tako kot na odru moraš biti, zato da te vidi oni tudi do 20. vrste, ne? Da nekako začuti od tebe to. Tako da te izkušnje so super. Oder ima pa to čarobnost, ne, tega trenutka zdaj in tukaj in to ne more nič nadomestiti. Tebi je bolj, čutim te, bolj ti je oder, ne, bolj ti je ta odrska deska blizu, kot pa film, ali ne? Ne vem, vse je igra, vse je tisto, vse je moja profesija, ne, in tudi filmi so mi, sploh film kot film, zelo rada delam, no. Kar sem imela priložnost, mogoče premalo, ampak upam, da se bo to spremenilo. Čakaj, tvoj čas šele prihaja, ne? Meni se tudi zdi, ja. Ker se je letos tako vse obrnilo, sem rekla, jaz mečem v vesolje, pa sem rekla, dobro, kaj boš vrgel kaj nazaj, ne? Se mi je zdelo tako, da mi ne vrača glih, ne smem, sem zelo hvaležna za vse, kar mi vrača, ampak vse, kar imam mičkano, vse veš, kaj še rabim, ne? Ampak se mi je zdelo pa, da letos, ja, me je pa tako zasuzil sem, in sem rekla, hvala, tu sem tla, ja, ne, in da je tako prišla tudi ta ponudba, pa da res veliko delam, da imam koncerte, da imam, zdaj sem CD posnela, skratka, da se mi dogajajo res lepe stvari, ampak tudi res veliko telefonov je zazvonilo in mi je bilo tako prijetno. Čekaj, ti si se zdaj v tele filmski vlogi pojavila zdaj, ne, ta trenutek pravzaprav, ne? Ja. Te dni, bi rekli temu. Te dni, ja, tako. Ja, ne vem, mislim, da se še nisem prav pojavila, da pridem po
Po Valentinovem. Da še nisi... Ne, jaz takoj na začetku te 4. sezone nisem še, tako da zdaj se sicer vrti, ampak bom jaz prišla, mislim, da okoli 20. med 15. in 20. februarjem. Kmalu. O tem, kaj in kako, najprej popijeva malo kavice, pa pol nadaljujeva. Ja, seveda.